Spoštovani, smo pri drugem delu dvodelne oddaje Na robu znanega o sliki, ki se nam kaže sedaj leta 2025, o covidu in o cepljenju, ki smo ga bili deležni z našimi gosti, ki so enaki kot v prvi oddaji in jih prav lepo pozdravljam. Ja, spomnim se ravno tega, kar je zdaj bilo v javnosti, da se v Združenih državah do, mislim, 12. leta cepi otroke, nekatere takoj po rojstvu, z 45 cepljeni. Za nekatere zadeve 4-krat, 5-krat, torej 45 injekcij, preprosto povedano, dobi otrok do 12. leta. Več kot polovico, 3/4 pa do, ne vem, prvih 6 mesecev, pa prvih 5 let in tako naprej. To je na nek način žalostno. In pa da avtizem, pomislimo samo, koliko trpljenja imajo starši, če imajo avtističnega otroka, koliko to je grozno. In v Ameriki računa, če bo šlo tako naprej, da bo leta 50 vsaki drugi rojeni otrok že avtističen, ne, v Združenih državah. Glede teh situacije, gospod Šorli, glede manjše rodnosti, ste hotel nekaj povedati? Ja, glejte, jaz sem že tudi poslal takoj lani na NIJZ, sem rekel, glejte, to drastično povečano število mrtvorojenih otrok. Vzamite preprosto enačbo. Število mrtvorojenih otrok je X. To število je sestavljeno, ampak je vsota 7 števil. X6, če sta bila starša cepljena vsak po 3-krat, X5, če sta bila skupno cepljena 5-krat, X4, če je bil vsak 2-krat, X3, če je bil eden enkrat, eden 2-krat, X1, če je bil eden cepljen, eden pa ne, in X0, če niso bili cepljeni. In boste videli, da je število X0 najmanjše, število X6 je pa največje, zato ker COVID cepiva povzročajo, so drastično povzročila porast mrtvorojenih otrok. Oni, če bi bili strokovna organizacija, bi to nemudoma naredili, ker oni imajo naziv Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, če se ne motim. To pomeni, ja, če varuješ zdravje, boš preveril, če mogoče neko cepivo ni povzročilo povečane smrtnosti, ne? Ne, oni tega ne bojo delali. To se pravi, to, kar je rekel Jure prej, ne? Depopulacija preko zdravstvenega sistema je pač globalistični plan in leta 2020 je izšel obsežni članek, ki je tudi na PubMedu objavljen, da so necepljeni otroci bolj zdravi od cepljenih. In jaz si upam trditi, da so cepiva invencija Rockefellerjeve medicine samo zato, da se kontrolira populacija. Moj dedek ni bil nikoli cepljen. To se pravi, naši stari starši niso bili nikoli cepljeni. Jaz sem bil cepljen v času osnovne šole 5-krat, moja sestra, ki je 9 let mlajša, je bila že cepljena 14-krat. V Ameriki pa cepijo, mislim, da 42-krat, koliko v času osnovne šole. In veste, kje je največja smrtnost v zibki, ta fenomen smrtnosti v zibki, v kateri državi je največji na svetu? V Ameriki. Sam tej mafiji, tej globalistični mafiji pač noben ne more do živega, ker oni so izven pravnega sistema. Jaz bi tu samo rekla, da je treba ločiti med temi rednimi cepljenji in temi mRNA cepivi, ne. Tu se še stvar potencira, ne. Ker, kot vemo, smo zaskrbljeni, ne, zaradi prevelike vsebnosti DNA-ja v samih cepivih in pa tudi možnosti prehoda v genom, ne. Kar smo tudi naslovili, recimo ne na NIJZ tudi, ampak JAZMP. Od JAZMP-ja smo dobili odgovor,
glede študija, ne, poslali smo jim študijo od FDA, to verjetno vsi poznamo zdaj, to razvpito študijo, delali so sicer študenti, raziskovalci, ampak pod okriljem FDA, ne, to je najvišji regulatorni organ, Food and Drugs Administration v Ameriki, in odgovor je bil, da ne vedo, če so bili testi validirani. Če je problem, tako velikega obsega, da bi lahko prišli, torej mRDNA sestavin v noter v genom, bi človek razumel, da bi enostavno naredili svoje lastne preizkuse, lastna testiranja, ne. Vemo, kaj pomeni, če pride DNA v genom, ne. Povzroči lahko nešteto bolezni. Rak je eden izmed tistih najbolj problematičnih. Ampak, kot sem rekla, prav tako se EMA sklicuje, da ne vedo, če so bile analize validirane. Jaz mislim, da ob nekem takem sumu, ker namreč FDA študija pravi, da so prekomerna vsebnost DNA je bila nekje, koliko je 475-krat ali nekaj v tem smislu, do 475-krat, kar je presega te dovoljene meje. Prva stvar je, kar bi jo morali narediti, je, če jim gre za zdravje naših ljudi, za to, da bojo zavarovali zdravje naših ljudi, bi bilo primerno, da naredijo neke raziskave. Ne, da se tam sklicujejo na to, da ne vedo, če so bili testi validirani, a ne. Kar se je zgodilo potem tudi v članku, ki ga je pisala Jana, torej neka novinarka, TNS, prav podobno, ne. Torej ne gredo v bistvo problema, ampak iščejo neke izgovore, se izmotavajo, po domače rečeno, da jim ne bi bilo potrebno upraviti lastnih preiskav, kar bi morali, a ne. Mislim, da bo Jure to več vedel povedati, oni so odgovorni, a ne, in to je njihova naloga od JAZMP, a je tako? Mi smo imeli sedaj, ker to vprašanje bi rad še malo odprl, imeli smo tako imenovano stroka, zaupaj stroki in pa mediji. Ta kombinacija zaupaj stroki in pa mediji so pa na nek način zatrli druge strokovnjake. Rečejo, ja, pa kaj se vi tu delate, nihče od vas ni zdravnik, ampak vemo pa, da je bilo cel kup strokovnjakov stroke, organizirane, ki pa je bila, bi rekel, zadušena, po domače povedano. In da pri nas je ta civilna iniciativa zdravnikov, ki niso mogli priti praktično nikjer svojimi ugotovitvami, strokovnimi ugotovitvami v javnost. In prav tako je to na svetovni ravni. Bi lahko še mogoče mi to osvetlili, to stroko, ki zdaj, ne vem, v Ameriki je prišel novi zdravstveni minister, ali tu so kakšne spremembe, tudi glede stroke. Torej, kako je z stroko z druge strani? Ali si mi izmišljujemo, tu govorimo pravljice, ali imamo strokovnjake, ki so bili skeptični oziroma proti tem ukrepom in celotni politiki COVID? Jaz bi tu samo mogoče, če lahko začnem, ravno nadaljujem z Jano, ne. Torej, to odprto pismo, ki ga je Nord Group, strokovnjaki iz Nord Grupe, o kateri bomo še majčkeno kasneje govorili, spisala, in pa seveda tudi z znanstvenim povzetkom, je bilo namenjeno in naslovljeno na uredništvo, če bi ga morda objavili, in se pred tem seveda tudi pogovorili. No, članek, odprto pismo ni bilo objavljeno, bil pa je objavljen članek, in to delajo, kar vam bom zdaj povedala. Namreč v tem članku so
znanstvenika in profesorja na eni izmed kanadskih univerz, raziskovalca, dr. Davida Špajlerja, nekako diskreditirali. Človek, ko to bere, dobi občutek, da je nek smrkavec, ne? Čeprav je znan in citiran strokovnjak. Namreč napisano je bilo, da dr. Špajher si je privoščil kar nekaj napak spet glede validiranih testov, ki se znanstveniku ne pritičejo. Se pravi, kaj naredijo? Enostavno te znanstvenike, ta prave, bom rekla, srčne znanstvenike, poskušajo na vsak način na njihovem področju diskreditirati, a ne? In njihova dognanja, njihove študije narediti za nepomembne oziroma za nekako šarlatanske. Kljub temu, da oni iščejo ves čas, kar so tudi potem v odgovoru temu pismu napisali, iščejo odprt znanstven diskurs z recimo nasprotno stranjo, če lahko se tako izrazim, s tistimi znanstveniki, katere se pa na veliko v mainstream medijih pa citira. Vendar do tega naši strokovnjaki, naši zdravniki niso uspeli priti. Poskušali, vem, sama so zelo velikokrat, da bi naredili okrogle mize na Televizija Slovenija ali kateri drugi se pravi televiziji, vendar do tega enostavno ne pride, ker mislim, da jih je strah. Enostavno drugega si ne znam predstavljati, ker nek znanstveni diskurs pomeni, da se izmenjuje argumente in da zmaga tista najboljša hipoteza, najboljša rešitev, ki bo zaščitila potem ljudi. A si narobe predstavljam? Še mogoče gospod Jure, pa gospod Pogačnik, gospod Šorli, glede stroke, ki ni bila slišana in neupoštevana. Imamo ogromno teh svetovnih imen tudi. Jaz bi rad eno kratko repliko, ne. V biologiji in v medicini je kontrolna skupina temeljni element znanstvenega raziskovanja. Se razumemo, kontrolna skupina. Kontrolne skupine se medicina otepa kot hudič križa. Kontrolne skupine, cepljenje, necepljenje, o tem govorim. Zdaj, eno stvar moramo razumeti, kako so Rockefellerji razvili medicino. Medicinske fakultete danes so v bistvu vojaške, to so univerze vojakov. Tam se izobražujejo vojaki. Kaj je značilno za vojake? Da vojaki ne smejo razmišljati s svojo glavo. To se pravi, 99% ljudi, ki imajo medicinsko diplomo, sledi doktrini. In zdaj, resna medicinska znanost, vse to, kar je Jure povedal danes, da ne vem, koliko znanstvenih člankov obstaja, kako so cepiva škodljiva. Vse znanost je svoje dokazala, ampak medicina, oficialna medicina, medicinska fakulteta v Ljubljani ni znanstvena organizacija, to je globalistična organizacija, ker oni medicinske znanosti ne spoštujejo. Vsi rektorji slovenskih univerz so se tam dobili in so govorili do študentov, kako se naj cepijo, kako naj bojo odgovorni, kako naj zaupajo znanosti. Pa kje je tu znanost? Zdaj pa, ko bi bilo treba ovrednotiti cepljenje, zdaj so pa vsi tiho. Znanost je mrtva, znanosti ni več. Me razumete? Znanost s koronsko krizo je mrtva. Medicinske znanosti ni več, pozabite na medicinsko znanost. In cela ta stvar, zakaj ne pride to v medije? To ne pride v medije zato, ker je plan globalistov, da bo naslednja pandemija, saj Fafangel je že obljubljal, je rekel, saj naslednja pandemija neizbežna, saj to bo prišlo. Bill Gates tudi pravi. Oni planirajo, da v naslednji pandemiji bo cepljenje obvezno. To pomeni, v koronski krizi je bilo, ali ti prisostvuješ v depopulaciji ali ne, je bilo še nekako na tvoji osebni odločitvi, ne. Zdaj bi pa radi, marca bi rad, to se pravi maja, bi pa Svetovna zdravstvena organizacija rada sprejela en novi aneks in sicer v primeru pandemije bo cepljenje obvezno.
ker oni hočejo te populacijo uzakoniti. Jaz mislim, da jim to ne bo šlo skozi. Torej, to so načrti, vi govorite, te svetovne politike določenih akterjev, ki so povezani s kapitalom. Gospod Jure, glede strokovnosti in strokovnjakov, ki niso slišani. Ja. Sami ste omenili slovensko skupino Iniciativa slovenskih zdravnikov. To skupino je Stranka za zdravo družbo v marcu ali pa v februarju letos predlagala mestni občini Ljubljana za nagrado mestne občine. Zato, ker mislimo, da si zaslužijo tudi javno priznanje. To so trenutno v tej skupini, po mojih podatkih, okoli 100 zdravnikov. Oni so med korono opozarjali na te anomalije, tudi poskušali so priti do javnosti na različne možne načine, ampak jim je bilo to onemogočeno. Celo naša stranka je posebej pisala na RTV Slovenija, naj jih vključijo v oddaje in v informacije glede tega, ampak smo bili zavrnjeni. Ampak v mnogih državah obstajajo podobne iniciative in tam je na tisoče zdravnikov, ki so opozarjali na nelogičnosti, na kršenja medicinske etike in medicinske doktrine. In posod je bilo enako. Posod so bili ignorirani in posod marsikje so bili tudi sankcionirani na mafijski način. O tem bo več vedela povedati Tjaša. Posebej v Nemčiji, izredno grobo. Ljudje so, zdravniki, znanstveniki, strokovnjaki so izgubili službe, so bili zaprti. Imamo tudi enega pravnika, to je Rainer Fulmich, ki je bil zelo aktiven. In zdaj mislim, da je že leto pa pol brez obtožnice, brez jasnih razlogov zaprt v Nemčiji. Skratka, to so stvari, ki jih običajen človek si sploh ne more predstavljati, da se to resnično dogaja. Ker vse to, mogoče smo gledali v filmih za kakšno afriško državo ali pa kakšno Severno Korejo, ampak ne, to se dejansko dogaja, še posebej v Evropi in nekaj tudi v ZDA. Ampak Evropa je ekstremno zabredla v smer totalitarizma. V Ameriki mislim, da je skupina zdravnikov, ki je opozarjala na škodljive posledice cepljenja, da je štela okoli 5000 zdravnikov. Potem je bila, tudi v Evropi je bila ena zelo močna skupina in zelo številčna, ne vem zdaj, kako je ime, to bo Tjaša boš vedela. Skratka, tega je res veliko, ampak tako kot je Srečko omenil, mediji so tukaj šli svojo pot, posebej v Sloveniji, in lahko smo opazili, da več let je trajala kampanja, kjer so probali v eter spraviti eno idejo, eno formulacijo, ki se ji reče teorija zarote. In potem so pod to formulacijo tlačili vsako drugačno mnenje ali pa vsako drugo mnenje. In to je bil projekt, ki ni trajal 1 leto, to je bil dolgoročni projekt. Pa da zaključim, skratka, stroka je bila in stroka je še vedno, samo nihče ne ve. Nihče ne ve za njo, zato ker ne pride glas te stroke do ljudi. Kar se zakonodaje tiče, bom zelo kratek. Večina tega, kar se je dogajala, je v kazenskem zakonu sankcionirana. In najblažja oblika, bi rekel, tega je nevestno delo v službi. To je recimo, da je nek pripadnik zdravstvene oblasti ni bil zadosti skrben in je pač namesto, da bi
pogledal neke študije, je verjel mnenju, recimo mnenju Svetovne zdravstvene organizacije, za katero vemo, da je farmacevtski lobist, ne pa zdravstvena organizacija. No, naslednja stopnja teže kršitve kazenskega zakona bi bila pa zloraba uradnega položaja. In te zlorabe uradnega položaja praktično bi lahko obtožili velik del zdravstvene oblasti in tudi velik del vrha političnih strank. Naslednja, zdaj mediji, ne vem, kako bi jih pod to spravili, o tem nisem razmišljal, ampak dejansko te prvi, ki bi jih lahko obravnavali po teh 2 členih kazenskega zakona, so sigurno zdravniki, nekateri zdravniki in politiki, kar saj smo videli. Ne. Kup zdravnikov je dejansko celo tvegal lastno eksistenco za to, da bi bila resnica dostopna javnosti. Tu se dejansko sedaj postavlja vprašanje, ali še pravo sploh še funkcionira. Ker recimo podrediti si sodišča, se pravi sodno vejo, pa prisilno, se pravi prisilno vejo, to je policija, vojska, pridobiti si medije in potem lahko delaš z ljudmi, kar pravzaprav si želiš. Vemo, da je, zdaj omenili ste Fulmiha, gospoda, ki je zdaj v zaporu, on je hotel, verjel je v pravo, mednarodno pravo, znameniti mednarodni uspešni pravnik in je zdaj v zaporu, ne, 1,5 leta je v zaporu. Torej, ali je še, jaz vidim osebno, pa kot duhovnik, da gre za ta boj med dobrim in zlim. Na nek način je to vse skupaj zlo, to ni prav, ne, po domače povedano. To ni prav, da se to dogaja. Ne. In se sprašujem, kje je pravzaprav neke vrste rešitev, ampak glede zgodbe Fulmiha bo pa verjetno gospa Tjaša najbolje vedela, če vas lahko izzovem. Ja, on je še vedno v priporu. 1,5 leta, oktobra pred 1,5 leta je šel v zapor. Obtožen je poneverbe, gre za donacije, ampak ta zgodba je zelo dolga. Jaz jo bom skrajšala. V smislu njega obravnavajo kot političnega zapornika, ne, kot sovražnika države. To pomeni, da ima takšno obravnavo tudi v tem priporu. Torej, kdo je on sploh, gospod Tjaša? Kaj se je on zavzemal? Doktor Fulmich je skupaj z Viviane Fischer in pa z doktor Wolfgangom Vodargom ustanovil Corona-Ausschuss, to je odbor za korono, kjer je vsak petek leta, lahko rečemo, imel velike, široke razprave in to z ljudmi iz različnih področij, ne. So bili pravniki, so bili sodniki, so bili zdravniki in tudi čisto drugi, navadni po narekovaji, bom rekla, ljudje. Razkrivajo vso to zaroto, ki ni več zarota, ne, ki je dejstvo. In očitno, da je šel oblastem v nos in da so morali ga enostavno zaustaviti. Prej smo se pogovarjali, a pravni sistem in sodni deluje. Pred Fulmichom je to doživel Christian Detmer, sodnik, ki bi lahko, če bi se ostali zgledovali po njem, zrušil vso to prevaro, ne. Namreč dosodil je glede mask, da niso potrebne. Tam je bilo 3 izvedeniška mnenja so bila in no, na koncu koncev je bil obsojen on, da je napačno dosodil. Tako da je on zdaj v obravnavi, dobil je zelo veliko kazen, ne sme več opravljati svojega poklica.
No, drug je bil pa na vrsti Rainer Füllmich, ker po Detmerju, Kristjanu Detmerju se nihče več ni upal v tem smislu dosoditi, se pravi v smislu, da bi se zoperstavili tem koronskim ukrepom. Dr. Rainer Füllmich je sicer odvetnik, ki ima licenco v Nemčiji in v Kaliforniji, v obeh državah. Ker je očitno ta korona Auschwitz postala tako zelo v dobrem smislu, mislim, pod narekovaje razvpita, veliko ljudem je dajala upanje, razkrivala je en škandal za drugim, in odpirala seveda ljudem oči, kaj se dogaja, govorimo ves čas o depopulaciji in ostalih njihovih ciljih, in to tudi zelo učinkovito razkrivala, ne. Tudi sama sem poslušala vse te razprave 6-urne, nekaj smo jih tudi prevajali sproti, tako da je bil nekje svetovno gledano, posebej pa kasneje, ko so potem tudi v angleščino prevajali vsa ta srečanja, je postal nek steber aktivističnega gibanja upora proti temu globalistični agendi, ne. Postal je seveda nevaren in potrebno je bilo nekaj najti in našli so te poneverbe, ki to dejansko niso bile. Viviane Fischer je skupaj imenuje se Hafenanwälte, se pravi odvetniki, pristaniški odvetniki, to so bili še tisti, ki so bili v tej skupini, to je bil Marcel Templin, pa je bil Justus Hoffmann, pa je bila Antonia Fischer. No, oni so potem so ga tožili, a ne. Jaz se dobila lani z Viviane Fischer. Mislim, da Viviane ni želela, da bi prišlo do tega v takem smislu, kot je prišlo, a ne, do tako groznega in dolgotrajnega procesa in do takega dobesedno mučenja dr. Füllmicha, ker moramo vedeti, on je izoliran od ljudi, on hodi v okovih na sodišče, na obravnave, to je popolnoma fašistično ravnanje z njim, ne. Ker je nevaren, ga seveda ločijo od vseh drugih zapornikov, ampak kljub vsemu je njegovo psihično stanje kolikor toliko dobro, je prizadet, ampak mislim, da bi kdo drug bil bolj. Se pravi, Viviane Fischer se mi zdi, da je takrat nekako to naredila v neki ihti in pa tudi, ker se je sama branila, dejansko bi lahko bila tudi sama tožena, če bi to sprožil kdo drug, no. V glavnem, te stvari se zdaj nadaljujejo in zdaj je bilo, mislim, da že 50. obravnava, sem ravno pred nekaj dnevi slišala. Se pravi, njega so zaprli, ki je bil neke vrste svetovno upanje pravne stroke, ne? Ja, in je utišan, ne. Gospod Srečko, vi imate tudi en primer tega Raffaela Ansovini, ki ga spremljate. On je prav tako pozval oziroma celo toži, kot ste že prej nekaj omenili, nekatere akterje v Italiji. Ja, on toži Pfizer in Moderno, ker kot priznan profesor in zdravnik je pač ugotovil, da so ta cepiva zdravju nevarna, ne. Moramo razumeti, da ta cepiva niso bila narejena za to, da bi prispevala, da bi zavarovala zdravje ljudi. Ta cepiva so bila namensko narejena za to, da bi se zdravje ljudi uničilo, ne. In zdaj, ko govorimo recimo, gledajte, o pravnih zadevah, ne, v Sloveniji mislim, da smo porabili do zdaj za COVID cepiva 163 tisoč milijonov. 163 milijonov evrov, ja. In polovico od teh cepiv, ljudje božji, je bilo sežganih. A veste, kakšna gospodarska škoda je to? To pomeni,
za 80 milijonov cepiv je bilo zažganih, tudi zažig je koštal, kaj bi mi lahko z 80 milijoni pomagali družinam, ki finančno slabo stojijo. Ne? Se pravi, v filmih je zdaj sovražnik človeštva, von der Leyenova, ki je pa pogodbo podpisala s Pfizerjem, da bi vsakega Evropejca, ne vem, Tjaša bi znala pomagati, lahko 10-krat cepili. To se pravi, da so vse države množično sežigale cepiva. Ona ima zdaj sicer tudi sodno zadevo, mislim, da v Belgiji ali na Nizozemskem, ampak to je pa v redu. Evropska unija to je mafijska organizacija. Me razumete? Tu ni dobene demokracije, tu ni dobene pravičnosti in tu ni dobene človečnosti. Najprej so nas rinili v to COVID sceno, zdaj bi nas radi prepričali, da se mi moramo boriti proti Rusiji. Zato, ker je tudi to globalistični plan. Evropo bomo spravili v vojno z Rusijo. Jaz mislim, da bo Evropa razpadla v roku 1 leta, 2. Zato, ker Evropa ne spoštuje to, kar je za človeku inherentno dano. Človek je bitje. V očeh globalistov smo mi nimamo statusa ljudi v očeh globalistov, zato z nami tako delajo. In to večina ljudi ne razume. In gledajte, jaz mirno spim, zato ker vse, kar sem povedal v 5 letih, je znanost. Jaz nisem fafangel, se razumemo, pa vsi ti ostali, ki so rekli, zaupajte znanosti. Če gledamo globalno, gre za eno veliko preizkušnjo cele civilizacije na Zemlji. Ne? Če se bomo mi obrnili proti Bogu, če se bomo mi obrnili proti kozmični inteligenci, bomo preživeli. Če bomo pa sledili tej globalistični ideologiji, ki imajo oni to plan do leta 2030, potem pa človeštva več ne bo. Tako da stvari so resne. Hvala lepa. Mogoče, gospod Jure, vi ste še pravnik, pa bi kar nadaljevali s tem, kaj pravzaprav je za storiti. Vi vodite stranko za zdravo družbo, se pravi, se dotikate zdravja, sreče na vse zadnje, če imamo zdravje, sreče vseh ljudi, otrok, starejših, in vam gre za človeka. Torej, kaj je v tej situaciji za storiti? In kaj vi delate mogoče? Kaj je vaša glavna dejavnost? Če vas malo povežem, zdaj ne vem, lahko pa se vrnete tudi nazaj. Ja, malo se bom vrnil nazaj, pa potem gremo s tem vprašanjem. Skratka, vprašali ste, če pravni sistem še živi, če pravo še živi. Prvo bom na to odgovoril. Sicer je nemogoče dati nek dokončen odgovor, ampak pravo kot pravo je v tej družbi in nasploh v civilizaciji je bolj na škrgah. To pomeni, kolikor je odvisno od celega političnega sistema, je zelo vprašljivo. In to smo videli v korona časih. Niti ni deloval pravni sistem, ustavni sodniki so sprejemali z zamikom neke odločitve o uredbah, ki so bile med tem časom izdane že druge uredbe. Skratka, tukaj je bila cela zmeda namenoma povzročena, niso ukrepali tako, kakor bi mogli, in ravnajo so podobno kot v zdravstvenem sistemu. Ne. In se pravi, imamo pravo, imamo zdravstveni sistem, imamo medije in skratka, tukaj nekako ni videti izhoda. Ne. Zdaj, jaz osebno se z cepljenjem ukvarjam že 20 let. Leta 2006 je izšel moj prvi članek strokovni v pravni praksi, ki je govoril o sistematičnih kršitvah pravnih predpisov v sistemu obveznega cepljenja. In zdaj v teh 20 letih sem videl, da
kot civilna družba, kot civilne iniciative ne bomo uspeli doseči praktično nobenih pomembnih sprememb. Da edini način, kako pomembne spremembe doseči, je preko političnega sistema. Zato sem tudi šel v politiko, to leta 2018, in takrat se je ustanovila Stranka za zdravo družbo. In videl sem nekaj, ne. Zdaj lahko pogledamo to, kar je tudi, mislim, da Srečko govoril na začetku, odpirajo nov onkološki inštitut ali nek prizidek. Vsako leto imamo več zdravnikov, vsako leto imamo več bolnišnic, vsako leto so neka nova zdravila in temu ni konca. Po drugi strani imamo pa vsako leto več bolanih, manj zdravih in večje stroške za zdravljenje. In dejansko lahko opazimo, da noben sistem v svetu, noben zdravstveni sistem v svetu ne more kompenzirati sistematičnega zastrupljanja prebivalstva. Tako da mi nismo bolani, mi smo zastrupljeni. In tudi cepiva niso edina tehnologija, s katero se nas zastruplja. Tukaj imamo recimo glih včeraj chemtraile. V Ljubljani jaz še nisem videl toliko črt na nebu kot včeraj. To ni prašenje neba, to ni sejanje oblakov, to je zapraševanje ljudi, ki se jih zaprašuje, tako kot se zaprašuje insekte na poljih. Potem imamo tukaj elektromagnetno sevanje. Že 1G je bil dokazano škodljiv za človeka in za živa bitja. Zdaj imamo 4G in smo pred 5G. To si sploh ne upam zdaj govoriti o tem, kaj se to povzroči. Potem imamo tukaj jasno že desetletja in desetletja pesticide, ki vemo, kako vplivajo. In teh stvari je, recimo ta sporna industrija, ne, je neustavljiva in ona je največji sponzor obstoječih političnih strank. Nas jasno ne bojo sponzorirali in mi živimo praktično na etični pogon. In tudi mediji nobene naše aktivnosti ne bojo objavljali. Mi smo imeli v parlamentu 2 zakonska predloga preko ljudske iniciative, kar je bil vedno velika novica. Prišli so pred parlament 3 televizije, snemali so nas, objavili niso niti sekunde. Tako da tukaj so neke ovire, ampak upam, da jih bomo presegali in da bomo tudi naslednjo leto uspeli kaj doseči v parlamentu. Tako da moj odgovor na to, kaj narediti, je samo tane. Jeti preko politične oblasti in tukaj se tolažimo lahko z Gandijem. Gandhi je rekel, filozofija, politika in religija, to so za mene ena stvar. In pri tem je samo važen, kaj je prav. Ker vidimo, da dejansko politika dela to, kar trenutno in kratkoročno misli, da se izplača. Nihče več se pa ne sprašuje, kaj bi bilo prav. Torej vi kljub temu verjamete v sistem, da če boste dobili glasove, bodo dobro prešteti in da potem boste lahko nekaj delal. Da boste lahko uspešno na nek način v javnost prišel in naredil kakšne spremembe glede za zdravje in srečo ljudi. Tako da mogoče vas s tem tudi malo podpiram oziroma podpiram pri ljudeh, naj za stranko za zdravo družbo dajo svoj glas, ko bo za to potrebno. Ne? Je to prav? Ja, seveda, hvala. Mislim, kot prvo, ja, odgovor je ja. Po 20 letih tega naprezanja na polju zavzemanja za človekove pravice, za zdravje, je politika moje zadnje upanje, da bi se
uspeli kaj spremeniti in vaši televiziji se iz srca zahvaljujem, ker je dejansko mogoče ne čist edini, ampak skoraj edini medij, ki je tukaj pripravljen dati priložnost in informacijo naprej v javnost. Žalostno stanje, ne? Zdravju in sreči ljudi ne damo priložnosti. Gospod Šorli, kaj je za storiti, s čem se vi zdaj ukvarjate, poleg vaših znanstvenih raziskav, ki jih z veseljem jaz tudi spremljam, ampak sedaj na tem družbenem področju, glede covida, glede teh dolgoročnih posledic in kaj je pravzaprav za narediti, če je možno narediti, ne, sploh kaj. Če se navežem na to, kar je povedal Jure Pogačnik, mi smo leta 1991 bili samostojna država, imeli smo svojo banko, Narodno banko Slovenije, imeli smo svojo valuto, imeli smo svojo monetarno politiko, imeli smo svojo fiskalno politiko. Kaj imamo danes? Danes nimamo nič. In Slovenija je v teh 35 letih izgubila atribute države. In tako so atribute države izgubile praktično skoraj vse evropske države, nekatere so ohranile svojo valuto, hvala Bogu. In jaz mislim, da je vsa obstoječa slovenska politika stvar preteklosti. Zato, ker v čisto vsi slovenski politiki brez izjeme so globalisti. Mi nimamo niti enega politika danes, ki bi bil suverenist. To pomeni, meni gre za Slovenijo, meni gre za slovenske ljudi. Globalizem je prevladal popolnoma v Sloveniji in jaz mislim, da je to politika propada in da bodo ljudje na naslednjih volitvah to razumeli. Kaj znajo delati politiki od osvoboditve naprej? Najemati posojila svetovnih monetarnih skladov in zadolževati Slovenijo. To znajo, nič drugo ne znajo. Mi smo imeli industrijo, pa smo imeli Slovenija gospodarsko propada že leta in leta in nam se javni dolg veča. Politiki drugega kot to ne znajo. Mislim, niso pokazali, jaz nisem osebno proti nobenemu politiku, ampak jaz mislim, da njihov čas se izteka in da je prihodnost Slovenije je v suverenistični politiki. To se pravi, Slovenija, najprej Slovenija. Mi imamo tako velike možnosti, zato da lahko na tej zemljici, ki nam pripada, živimo res zadovoljni, srečni, zdravi. Kaj je treba graditi stanovanja? Zdaj pravijo, zdaj bomo spet gradili stanovanja. Če pa imamo ne vem koliko tisoč stanovanj praznih, me razumete? Politika sploh nima več zdravega razuma. To pomeni, treba je sprejeti zakon v Sloveniji, nobeno stanovanje ne more biti prazno. Tisti, ki imajo več stanovanj, morajo po neki normalni, sprejemljivi ceni dati stanovanja na razpolago mladim družinam. Ne? Ja, zakaj bi mi gradili stanovanja, če pa je treba vzdrževati, to se pravi stanovanjski fond, ne? Prazna stanovanja, recimo, ne? Potem to, kar se dogaja v Sloveniji, da se sistematično uničuje že leta in leta kmetijstvo. Globalizem je uničevanje narodnega fonda v vseh ozirih. In čisto vsi slovenski politiki so globalisti, od prvega do zadnjega. Globalistična filozofija. In jaz mislim, da bo ta globalistična filozofija na naslednjih volitvah propadla. Kar se pa tiče mojega raziskovanja v fiziki, jaz sem obseden v pozitivnem pomenu s tem, da bi res da je možno pridobiti energijo iz vakuma. Ne? To se pravi, jaz se zadnji 2 leti ukvarjam s Teslovo tehnologijo in če Bog da, mislim, da do poletja bomo imeli prvi prototip, ki bi znal pridobivati energijo iz tega superfluidnega kvantnega prostora. Hvala lepa, ampak vseeno vam še moram iti nekoliko dalje, ne? Tudi če boste vi
to zastonjsko energijo ustvaril oziroma raziskal in vam uspelo, morate pa vedeti, da je prvič že to Tesla naredil. In ni potem dolgo več živel, ker so te globalne sile oziroma denar, ki je vladal ljudje, ki so zli pravzaprav, ga ubili, po domače povedano, in ukradli vse tiste projekte, ki jih potem ti isti ljudje potem uporabljajo za zasužnjevanje na nek način ostalega prebivalstva in za sledenje svojih ciljev, ki pa niso recimo cilji Jezusa Kristusa ali pa cilji Boga, 10 zapovedi in tako naprej. V glavnem situacija je zelo žalostna, mi vam želimo, da vi naredite to, ampak nihče ne bo imel finančne koristi od teh velikih, močnih ljudi. Ja. Bomo videli, ne, ker zdaj globalisti se vsi sklicujejo na green energy, ne, green energy, no zdaj, če bomo uspeli narediti green energy, me prav zanima, kakšen bo odziv, ne. Drugače pa, ko govorite o Kristusu, ne, ta Kristusova luč je v vsakem človeku in ta luč, bi rekel, duha, luč kozmične inteligence je največji neprijatelj globalistične filozofije, ne. Zato oni praktično zaničujejo in ne priznajo, da je človek bitje. Ne? Za globalizem je človek manj kot stroj. In res hvala, da smo to oddajo posneli, ker mislim, da bomo dali en zelo pozitiven impuls slovenski javnosti. Človek ima neko finančno vrednost, ne, tako ocenjuje, ne vem, toliko in toliko ljudi v državi, to je toliko denarja. Ne. Gospod Jaša, vam, ki zelo tudi delujete z druge strani na globalni ravni, na svetovni ravni, dajemo zadnjo besedo. Vi ste tudi voditeljica Nord Group. Kaj je to zgolj slovenska zadeva ali je to mednarodna zadeva v Sloveniji, ki jo zdaj vodite vi, in kakšne dejavnosti ima Nord Group? Ne, to ni slovenska. Najprej so jo ustanovile konec 2024 baltske države in z Združenim kraljestvom. Sedaj je v Nord Groupu 24 držav, kot 20 se je pa potem priključila tudi Slovenija. Večinoma so to evropske države, torej kar vse tako rekoč po vrsti, pa tudi Kanada. Ampak skupina se še gradi, se še širi. Zdaj, kaj je bila osnova povota, ne? Namreč zaskrbljenost prav zaradi, o tem se danes pogovarjamo, varnosti in kakovosti mRNA substanca, ne, cepiv pod narekovaji proti covidu, ker, kot vemo, niso varne in niso kakovostna in ne dajo nobenih pozitivnih rezultatov, obratno, a ne. Ozaveščamo tudi o potencialni škodi in nevarnostih, ki jih predstavljajo ta mRNA substance, in pa se torej poziva k takojšnji ustavitvi mRNA cepiv in pa odpoklic teh izdelkov in seveda neodvisno analizo in neodvisno preiskavo dovoljenj, odobritve in pa dokaze, znanstvene dokaze, ki potrjujejo, da ni tveganja za poškodbe in se pravi tudi recimo bolj detaljno, da DNK ni prekomernih vsebnosti DNK v teh cepivih in da ne prehaja v človeški genom. Torej DNK ne prehaja v človeški genom. To so nekje cilji, seveda so tudi širši, ampak zaenkrat je to osnovni cilj. Slovenija je, kakšne poti so bile, a ne? Ni to, bom rekla, muha enodnevnica ali neka pisma, ki bi se poslala inštitucijam in potem bi se s tem končalo. Ne, to se pač nadgrajuje. Prvi korak pa je bil, da smo poslali vsi iz vsake države inštitucijam
To je pri nas ni z JAZMP, potem tudi v kabinet predsednika vlade, Ministrstvo za zdravje, to odprto pismo z znanstvenim povzetkom, z vsemi študijami, ki so potrebne in pričakovali tudi odgovor. Zdaj mi, če se dotaknem Slovenije, smo prejeli odgovor od vseh, vendar edini vsebinski odgovor pa smo prejeli na pobudo Ministrstva za zdravje, ki je predalo, se pravi, nalogo naprej od JAZMP, a ne. Zdaj lahko povem še enkrat, kaj so napisali glede teh mRNA cepiv, se pravi, da tako rekoč ni posledic, če so ene pač manjše, a ne, kakšne kratkotrajne zadeve, da hujših pa tako rekoč ni. Potem so se spet sklicevale, ko smo spraševali glede prevelikih vsebnosti DNK v teh cepivih, so se sklicevali na študije, predložili smo jim študije, da ne vejo, če so validirane metode, a ne. V glavnem nobenih konkretnih odgovorov in nobenega odgovora, da bodo preverili, kar bi bilo za pričakovati, posebej pa po tej, kar še danes nismo omenili, po tej, se spomnite, je bilo zdaj pred kratkim, je bila tiskovna konferenca in to na državni ravni, dr. Peter Kotlar, Slovaška, on je tudi predstavnik koronske komisije, je državni poslanec in kot država Slovaška so objavili, da vedo, da obstajajo prekomerna vsebnost DNK v mRNA cepivih in da lahko preide tudi v človeški genom. To je bilo objavljeno uradno na državni ravni, s tem smo jih seznanili, ampak kot vidimo, ni nobenih nekih konkretnih odgovorov. Zdaj vemo, da povzročajo lahko te stvari, ne vemo, v kolikšni meri povzročajo že navedene probleme, a ne, bolezni, kot smo že prej omenili, srčne bolezni, kapi, možganske srčne, turborak, a ne, sladkorno, demenco in tako dalje, probleme z plodnostjo, a ne, vendar ne vemo torej, v kakšnem obsegu to lahko povzročajo pa, a ne. Tako da ta skupina bo s tem nadaljevala. V tej skupini so, gledajte, tele znanstveniki, zelo različni znanstveniki z vsega sveta, priznani, veliko citirani, pa ali gre to za profesor dr. Kemmerer, dr. König, ki imajo tudi recenzirane študije objavljene v pomembnih strokovnih revijah, znanstvenikih, gre za Halscherja, Niklasa, pa gre tudi, kot sem že omenila, Davida Speicherja, pa McKernana, ki se ukvarja z genomiko že 28 let. Tako da podpisnikov tudi tega pisma in vseh nadaljnih zadev je zdaj že približno 900, se pravi 900 ljudi, ki prihajajo z strani znanstvenikov, pravnikov, odvetnikov in drugih, a ne, aktivistov, in seveda jasno politikov. Tu moramo omeniti, pa že prej da Slovenija nima niti enega aktivnega politika, ki se bi temu pridružil, pa tisti, ki so bili včasih politiki, so prisotni, tako da tu se zahvaljujem tudi vsem ostalim, ki so podpisniki v Sloveniji. To najdete v tem pismu, ki je tudi na njihovi spletni strani navedeno. So pa recimo, je pa kar veliko politikov, poslancev, bom rekla, pa tudi iz parlamenta evropskega, iz Hrvaške, na primer, neverjetno, ne. Je tudi angleški poslanec, Bryden, in številni drugi, no, torej vsi glavni podpirajo to iniciativo, ki se še vedno nadaljuje in se bo z različnimi akcijami potem tudi nadaljevala kasneje, ne. Tako da civilna iniciativa se mi zdi tudi primerna pot, a ne, vsekakor poti je več,
in vse, ki delajo za skupni cilj, tako kot smo prej omenili, za suverenost držav, ker nacionalne države izgubljajo to suverenost preko teh nekih internacionalnih združenj, kot je WHO, kot je Evropska unija, kjer jasno vemo, da ne odločajo tisti ljudje, ki smo jih mi izbrali, ampak odločajo v Evropski uniji recimo komisija, izbrana komisija med sabo. Naprimer v WHO bi sam to omenila, da se bo vedelo, kako in kdo je tam tisti, ta glavni, tisti šef. Torej WHO je sestavljen, se pravičujem, da pač grem zdaj v drugo smer, ampak je pomembno, ker WHO je tisti, ki je dajo pod narekovaje priporočila, to niso bila, to je že napačno ime izbrano, to ni bilo nobeno priporočilo, to so bila navodila, direktiva, ki jih je bilo treba upoštevati in so bila potem navedena tudi recimo v NIJZ, ko je dajo odgovor in tako dalje. WHO, kot vemo, vodijo organizacija ala Bill Gates in podobni, se pravi farmacija. WHO, kot radi rečemo, je marketinški oddelek, a ne, farmacije, ampak kako poteka delovanje WHO? V WHO je približno zdaj že 9000 ljudi, ki se imenuje The Office. To so ljudje, ki so redno zaposleni, imajo plače, lepe plače v Ženevi in tam noter imajo pravni oddelek, imajo ta oddelek, oni oddelek in tam se delajo, ustvarjajo ideje in tam se delajo pravne podlage, ki se jih potem potisne v executive board ali izvršni odbor, ki ga sestavlja 34 predstavnikov držav. Tale odbor ni reden, a veste, da bi nekako si predstavljali, da se oni dobivajo ves čas. Ne, poleg tega to tudi ni redno delovno mesto, ampak dobivajo nek res majhen honorar ali sploh nič, tako da oni samo prejemajo navodila od The Office, ki odloča in ima zelo pod narekovaji pametne ljudi. In v vseh pogodbah, recimo, ko smo se pogovarjali z dr. Vesno Kerstin Petrič, če ve za pogodbe z 7 velikimi, se veste, pa je to Facebook in tako dalje, ne vedo, da so, kaj se v teh pogodbah skriva. Se pravi, ta Office se dogovarja in podpisuje pogodbe, členi v pogodbah so nerazkriti, ker zahtevajo te financerji. No, potem se pa enkrat na leto pa dobi VHA, ta skupščina generalna v maju, ker pridejo ljudje oziroma predstavniki vseh tistih, koliko jih je zdaj že 192 držav, članic WHO-ja in pridno dvigajo roke, no, ker nekateri tudi dobro ne vedo, o čem, ne poznajo vsega ozadja, ne poznajo materijala, premalo so seznanjeni in verjetno, da delajo po navodilih, tako da je vse to skupaj farsa. Tisti, ki odločajo v tem Officeu. Države so pa tako rekoč, morda lahko rečemo opazovalke, a ne. In sprejemajo tisto, kar odločajo one glave. Stakeholderji so lahko ti deležniki, a ne, so lahko od, ne spomnim se, en februar je bilo 22 ali katero leto, so sprejeli na WHO, da so lahko zraven in pa seveda krojijo politiko WHO, določajo o financiranju in podobno. Se pravi, so del. Farmacija je del WHO-ja. To pa absolutno ne gre, a ne? Ker imajo pač svoje glasbene željice in teh ni malo in želijo v prvi vrsti zaslužiti. Ne služijo dobrobiti in dobrobiti ljudi in zdravju ljudi. Torej, najlepša hvala vsem trem, vam udeležencem. Pustili bomo gledalcem vaše naslove in kontaktne številke, da vam lahko so v pomoč, če to želijo, da z vami kontaktirajo.
in se seveda še enkrat priporočam gospoda Jureta Pogačnika, njegovo stranko za zdrava družba, stranka Zdrava družba. Hvala lepa, gospod Pogačnik, da ste sodeloval pri tej oddaji in želimo vam veliko uspeha. Potem seveda gospod Srečko Šorli, upamo, da bomo kmalu dobili preko vas zastonjsko energijo, kar se veselimo. Upamo pa, da bo ta prišla do ljudi. Obenem pa se lahko pri vas še vedno kupi tista knjiga, kdo se želi poglobiti v koronsko krizo pod strokovnim mnenjem in na empiričen način obravnavano. Tako da tudi vam prav lepo hvala za sodelovanje. In pa gospa Vuzem, CISP, se pravi pravniki, in pa Nord Group, in vsi trije se res trudite za dobro malega, preprostega človeka in zato vam iz srca hvala. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam, ja. Torej, spoštovani in dragi, mislim, da ste slišali nekaj na robu znanega, kar vam odpira tudi vašo veliko sliko, kaj se dogaja na tem svetu. Seveda pa ne smemo pozabiti na dobro in zlo, ki je v boju na tem svetu in ima vsaka od teh sil, in Bog in njegov nasprotnik ima svoje ljudi. Vi se priključite tam, kjer vam srce govori, kajti v srcu vam govori najgloblja resnica, tam vam govori Bog. Hvala lepa in vse dobro.